Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Tadam. Na prizorišču četrtkovega napada na udeležence literarnega večera, ki je potekal v okviru tedne parade ponosa v kafe Open, so v petek zbirali podpise za peticijo proti homofobičnemu nasilju in za odprto družbo. Lahko sem neki, kako zbiraš podpise proti nasilju? Evo, jaz dam moj podpis in zdaj Jože ne bo užgal Lojzeta. A to? Ne mislim, kako... Nima je bilo tam, Ireno vprašaj. Aha. No, ampak so se pa družili, pa zihar je bil fajn, pa nobenih ni pretepil, verjetno. Okay. Peticijo je podprlo veliko znanih Slovencev, med njimi je bila tudi Majda Potrata iz poslanske skupine SD. Jaz se predvsem čutim v prvi vrsti človeško poražena, da je nasilje doseglo to stopnjo, ki posega v temeljne človekove pravice, ki ne zagotavlja varnosti vsem, ne glede na enakost zapisano v 14. členu slovenske ustave. In še toliko bolj se mi zdi upravičen poziv parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki je v enem od poročil o stanju človekovih pravic v Sloveniji zapisala, da je politika odgovorna za politični diskurs in tudi za morebitni sovražni govor, ker se iz polja političnega seli potem v vsakdanje življenje. Ampak te politike, oni res to verjamejo, da so oni tako pomembni, da, veš, če nekdo nekoga pretepe, veš, da je to zaradi njihovega diskurza, pa to. Ne, se lepo, se ful lepo vedeti, da nekdo verjame v to, kar počne. Gospodje poslanci, ful dobro. Zaključek 9. tradicionalne parade ponosa, prireditve, ki opozarja na neenakost in nestrpen odnos do istospolno usmerjenih v Sloveniji, je sicer potekal brez večjih izgredov. Ponosna množica je brez večjih izgredov. Kaj to pomeni brez večjih izgredov? Je, da jih noben ni napadel z baklami. Nobenih ni napadel z baklami. Ok. Ponosna množica je ob policijskem spremstvu prepešačila Ljubljano od Metelkove do Starega trga, kjer je o četrtkovem incidentu še enkrat na glas spregovoril ljubljanski Zoran, župan Janković. Nihče nima pravice, da drugače razmišljujoče prepričuje s pesmi ali z baklami ali s kamni. Kam bi pa prišli? Ja, kam bi prišli, če bi se z bati tolkli pa z baklami, ali kaže, ne, bager, pa luknjo skopat, pa da je avizo za kulturo. Slovenija, 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 kulturac. Minuli vikend je zaznamoval tudi Rok Otočec, kjer se niso pretepali z baklami. Kako se pretepajo z baklami? Kakorkoli obrnemo blata, piva in pol golih teles, tam tudi letos ni manjkalo. Tadam sledi posnetek, pol golih teles, piva in blata. Pivo tudi. Piva in blata. In golih teles. Pol golih teles. Brez bakl. Ne, ni... Golih teles. Golih teles. Blata, piva, ne bakel. Še kaj? To, ajde gremo gled. Skratka, to so bila gola, polgola telesa in pivo in trubači. Na Dravskem nabrežju v Mariboru pa so se v petek s koncertom zasedbe Kubizmo odprla vrata že 17. festivala Lent, ki bo trajal do 11. julija. V Gali hali na Metelkovi bo nocoj nastopil ameriški duo Coco Rosie, ki ga predstavljata sestri Bianca Leilani Coco in Sierra Rose Rosie Cassidy. Aha, obe dve sta pa... Bianca Leilani je ime, Coco
je nadimek, Sierra Rose je ime, Rose je nadimek, obe dve se pa pišete Cassidy. Danes v Gali Hali, sestri. Bliža se 10-dnevni reggae festival Rototom Sunsplash, ki se bo med 2. in 11. julijem odvijal v italijanskem Osopu. Kaj, 11. julij je tak dan D, konc lenta, konc vsega, vsi bomo umrli. Aj ne, takrat ga vsi ne dopust. Pardon, ja. Takole je festival, na katerem letos sicer ne bo nastopil noben slovenski glasbenik, opisal slovenski predstavnik Sunsplasha Rok Gorjan. Gre za res neke počitnice, bolj kakor za nek festival, se pravi, če je pri večini festivalov res glasba na prvem mestu, pa pol še dolg ni ničesar drugega, je tukaj vsaj toliko kot za glasbo poskrbljen tudi za obfestivalske dejavnosti. Še vreme, po le njem sodeč, bomo letos spet v svetovnem vrhu po številu samomora na prebivalca. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Tam se vidimo, kaj pejte na te festivale, nekaj itak se nič ne dogaja. Kumare so, kako je s kumarami? Kisle kumarce vlagamo. A veš, to se reče takrat, ko medijska, a veš, nima medij kaj za poročati, a veš, in, mislim, kada je, moment, evo, zdaj pa sem jaz malo razjezil. Se pravi, vsi učitajo, če so vesti krajše, recimo, ali pa če ni toliko politike, ne, da je kisle kumarce. Ja, pa kaj, dejansko, a so novice samo politika, kaj? Fante, ne se hecati, ne jezijo me, gledaj, če sem šel to moram, Serviserji me pa sploh jezijo. To pa sploh ne bom začel. Veš, kaj nisem začel. Ajde, se vidim.